Dragi popotniki, drage popotnice, pozdravljeni v novi epizodi oddaje Popotniški snap. Z vami sem moderator Tine Nipič, ki bom vodil današnji dogodek. Torej, veseli smo vaše udeležbe. Oddaja poteka v okviru Popotniškega združenja Slovenije, ki ga nekateri poznate kot organizacijo, ki spodbuja mobilnost mladih generacij, drugače pa tudi povezuje mladinske hostle po celotni Sloveniji. V ta namen se izvaja veliko projektov, od današnjega spletnega druženja, pri organizaciji katerega sodeluje tudi organizacija Mladi Maribor, do spletnega časopisa Globetrotter, kjer lahko izbirate med različnimi popotniškimi vsebinami za prostočasno branje. Z nami je tudi nov gost, ki nam bo predstavil najrazličnejše zgodbe, ki jih je odkril na najbolj oddaljenih koncih našega planeta. Naj vam predstavim dr. Iztoka Bončino, znanega fotografa, popotnika, astronoma, potapljača in tako dalje. Lahko še kaj drugega povem. Iztok, dobrodošel in pozdravljen v naši oddaji. Ja, hvala, tudi z moje strani, prav pozdravljeni vsi, ki gledate to oddajo. Najprej bi se ti res rad zahvalil, da si danes vzel čas za sodelovanje, torej na našem večeru. Bi nam začetek lahko podrobneje predstavil, kaj bomo danes slišali in videli? Ja, sej tako kot poveže naslova, zgodbe, ki jih pišejo popotovanja, pravzaprav vsako potovanje ima svojo neko zgodbo, s tem, da jaz dobršen del mojih potovanj izkoristim prav zato, da iščem neke posebne zgodbe, ki se tam morda dogajajo, ker je poleg samega potovanja je moja, bi rekel, velika strast ali pa hobi ali pa tudi že profesionalna usmeritev, tudi fotografija, in zato potem iščem kakšne take fotogenične zgodbe, zanimive zgodbe, kjer nastopajo ljudje, pa kraj, pa države, pa dogajanje, da lahko to fotografiram in da potem iz tega naredim in napišem tudi navsezadnje kakšno zgodbo, ki jo tudi objavim, tako da pri meni potovanje ni samo, bi rekel, premikanje iz hostla do avtobusne postaje, pa na železniško, pa na letališče, pa nazaj, ampak je tudi iskanje, bi rekel, že prej, nekih določenih tem, zgodbic, večjih, manjših, kakorkoli, včasih bolj zanimivih, včasih manj, in to združujem, samim potovanjem. Torej, zdaj je pa te čas, da se podamo do prve zgodbe, oziroma prvega popotovanja. Pri tem pa vas, gledalke in gledalce, pozivam, da svobodno postavljate vprašanja in komentarje, na katera bomo odgovarjali tekom dogodka in na koncu. Tako da zdaj pa lahko pričnemo kar s prvo zgodbo, ki jo nam boš predstavil. Torej, ja, prva bo zadnja, bi rekel. Prva bo tudi zadnja zgodba, ki sem jo letos naredil januarja, ko sem bil v Keniji. In sicer sem šel v mestece po imenu Iten in sicer je to visokogorsko nekako vadbišče ali prostor, kjer trenirajo atleti iz vse Kenije, pa tudi mnogo tujcev pride tja, ker je visoko v hribih nad 2400 metri. In se tukaj bi lahko rekel, pravzaprav res porajajo prav vse te znane kenijske legende, tekači, ki tečejo bolj na srednje proge, tam od 500-800 metrov naprej, pa do maratona, tudi. In vsa ta srenja, ki pač trenira v Itenu, gre potem, govorimo o profesionalcih, seveda, gre potem na razne maratone po svetu, od newyorškega, japonskega, tudi ljubljanskega na vse zadnje. In jaz sem šel tja in se par dni družil s temi atleti in sem jih fotkal in z njimi živel, bi lahko rekel, tam, jedli smo skupaj na tistih vadbenih centrih. In mi je prav zato všeč zgodba, ki je seveda povezana malce z gibanjem, z dinamiko, pa z ljudmi, neka taka res zanimiva zgodba, ki prikaže neko populacijo svojevrstno, tako prav. Malo več te dinamike, druženja, ker kakšne zgodbe so morda usmerjene tudi bolj v predmete ali pa v kraje, ta je bila pa res konkretno prav zgodba teh zanimivih ljudi, ki bodo nekoč nekateri, seveda tudi olimpijski prvaki, svetovni prvaki v teh disciplinah atletskih, in zato se mi je zdelo fajn, da jih slikam. Evo, tukaj vidimo na sliki, čisto preprosto hrano imajo, večinoma take bolj lokalne jedi, fižol, riž, ugali, njihov slavni, tu pa tam malo mesa, veliko vode, zelenjave in tako naprej, res atletska hrana. Če te lahko tukaj vprašam, si mogoče zasledil kakšno zgodbo, ki je tudi verjetno zelo razširjena, da so ti kenijski tekači v mladosti pridobivali kondicijo tako, da so tekali od doma do šole, te dolge razdalje, če je ta mit resničen? Ja, ta mit
je deloma resničen. Niso zdaj vsi toliko revni, ker to je seveda povezano z revščino. No, tukaj vidimo tudi tri trenerje njihove. To je povezano z revščino, sem pa naletel na kakšne, ki niso imeli copata v mladih letih in so potem tekli do šole ali pa kakšnim prijateljem na obisk pač bosi. Sej drugače tudi večinoma v teh revnih vaseh hodijo bosi. Ni zdaj to neka huda obutev. Ali pa imajo kakšne natikače, flip-flopse, pa stisno okoli recajo. No, kakšni so tekli, potem ko pa pridejo v ta klub, tukaj v Iten, pa ko postanejo že malo bolj resni, ko resno trenirajo, dobijo pa tudi dostikrat sponzorske copate. In jim je to ful pomembno. Copati so res en tak hit, neka vrednost. Adidas, Nike in vsi ti jim dajo včasih kakšne sponzorske, tem malo boljšim in potem dobi seveda par ali dva kakšnih takih copat, pa sploh zdivjajo, pa itak gre to kar naprej. Tako se pa začne njihova karijera oziroma ta pot tudi z revščine. Sej to je ena glavnih motivacij, da se probajo rešiti revščine, ker potem, ko so dobri, ko hodijo na tekmovanja, dobivajo tudi že neke nagrade, nek zaslužek. In seveda njihovi idol so pa vsi tisti, ki so jasno svetovni ali olimpijski prvaki ali kjerkoli drugega uspela, jih motivirajo, da bi tudi oni bili taki. In se pravi, ampak jasno, najboljšim pač uspet, kako verjetno povsod po svetu, v vseh športih. Vsi ne pridejo na stopničke, nekaterim pa to uspe, ampak je to treba kar veliko trenirati. Kaj pa mogoče vprašanje, se kdaj po končani karieri tudi vrnejo v svojo domovino ali ostanejo kje drugje, mogoče v Evropi? Ne, mislim, kar je par teh dosti slavnih zmagovalcev na raznih maratonih sem spoznal, oziroma vsaj ene dva vem, da tam živita, ene dva sem pa tudi šel do njih pa se pogovarjal, so se preselili dobesedno v ta kraj, v Iten, so si kupili hišo, sicer jasno precej boljšo kot ostali, ker tile so imajo še kar dosti denarja od teh nagrad in tam živijo in trenirajo in pač se imajo fajn. Tako res ena taka lepa skupnost teh ljudi, teh športnikov. Zdaj pa lahko gremo torej na drugo zgodbo, na drugi konec sveta. Ta je bila pa v bistvu tudi zame kot fotografa precej težka. Jaz sem že prej par turističnih skupin vozil po Šrilanki, potem smo se skoraj vedno ustavili za pol urco, tudi pri enem od teh rudnikov mineralov, ki jih je na stotine in stotine po Šrilanki. In to so recimo taki rovi, kot vidite na sliki, globoki tam morda 15-20 metrov in potem na dnu še morda speljani tudi levo, desno, tako par 10 metrov. In ti fantje, delavci, ki so tam, kopljajo rudo oziroma kopljajo tisti pesek, ki je tam, in potem iz njega izpirajo minerale, predvsem korunde, safirje, rubine, kakšne lunine kamne, ametiste, ahate in podobno se najde, ampak tukaj vidimo, kako je na dnu rova. Jaz sem seveda moral po tej vrvi dol splezati z vso opremo v kratkih hlačah, dol je ekstremno vroče, huda vlaga in tile bogi revčki si svetijo z svečami, nabirajo s kakšno motiko ta material v košare in ga potem nekdo drug dvigne na površje. Tako zelo bi rekel preprosta sredstva in se s tem preživljajo. Tako težko življenje, ampak precej zanimiva zgodba. Tle vidimo na levi sliki tole kotanjo, kjer izpirajo, vse se vidi na desni, kako to počnejo s košaro, kot ste videli v kakšnih ameriških filmih, oni zlatokopja, ki tam spirajo te kamenčke. In tale na levi je bila pa pred nekim turističnim centrom, kjer so turisti prihajali in potem so jih povabili tudi pogledati delavce tja. In tukaj je ena Angležinja, ali kaj pa vem, Američanka je prišla malo gledati, če kakšen kamenček lep, zanimivo. Tako ubogi revež pa tam proba kaj prodati, da bo kaj zaslužil. Tako, kar težko življenje, ampak po svoje zanimiva zgodba, ker vidiš enega od načinov preživetja na Šrilanki. Tole je pa se vidi takole, lok oziroma palica, pa vrv napeta, navita okrog kolesa, kjer je na koncu brusilni kamen in on to drgne, vleče palico sem in tja in ti brusilni kamen se vrti in potem te kamne brusi do nekih razpoznavnih oblik, ki jih on pač hoče dobiti in ustvari potem kamenčke za recimo prsten, za uhane, za ogrlice in tako naprej. Tukaj vidimo nekaj takih kamnov, seveda precej bolj bogatih, ker so to iz ene draguljarne in so bi tam dovolili slikati
ogrlica na levi samih rubinov, na desni vidimo še rubine in smaragd. To govorimo zdaj o več 10.000 evrih vrednosti, so take vrednosti te ogrlice. Minerali pa tudi tile kamenčki dosežejo kar po par tisoč evrov vsaka. Ampak to so te vrhunske. Drugače pa večinoma na Šrilanki so bolj mehni kamenčki, taki za pol prstančka. Čist mehni, ker jih ni več, vse so že pobrali večinoma in mislim, zelo redko se zgodi, da je kakšna najdba taka bolj bogata. Ampak ti ljudje, ko to kopajo, je pa to tudi najmanj plačno delo, oziroma to res za golo preživeti. Ti, ko brusijo, verjetno zaslužijo ta vrednost. Zelo malo. Sicer mi niso hoteli točno povedati, tako so malo skrivali, ampak pa sem malo zvedel tudi od enih drugih ljudi, ki delajo v tej industriji, da dobijo po par evrov na dan. Tako v našem denarju, to pomeni za 2-3 kave delajo v tistih 3 izmenah not v rovih, kopljajo v tej vročini za zelo, zelo, zelo malo denarja. In edin, kar jim dovolijo, da kakšne zelo mehne kamenčke lahko sami prodajo, ampak ta kamenček ima tudi vrednost par evrov, recimo, in zdaj, če ga proda kakšnemu turistu, nekaj malega dobijo od tega, ostalo pa tako popokajo ti lastniki rudnikov, bolj bogati, ti, ki jih najamejo, tako da jih kakšno zaslužijo. Zgodbe s temi z rudniki diamantov v Afriki in podobno tudi verjetno, ne? Ja, tam sem bil tudi, tam nisem fotografiral, ker niso pustili. Bili smo tam blizu Johannesburga, s tem, da tam je vse to lih malo bolj organizirano, tam so velike kompanije, ki pridejo, pa tam imajo stroje, pa skrbijo vse malo bolj za varnost, čeprav plače, ne vem zdaj koliko so, ampak niti ne toliko slabe kot tle na Šrilanki. Je pa tam vse malo bolj varno, ker tukaj recimo jim udre voda in nimajo niti kakšne pumpe, da bi to ven črpala, če pa imajo, se pa hitro pokvari, tako da so take zelo težke razmere, moram reči. In če bi prišel kakšen inšpektor za varstvo pri delu iz Evrope, tja po moje bi ga kap zadelal, ko bi videl, kako oni tam to delajo. Ni glih romantično, tako. Ampak lej, preživijo pa, imajo pač nek zaslužek, karkoli je boljš kot nič, saj to. Kaj pa preko si omenil tudi Američanko in obiskovalce, kaj za obiskovalce, če pač obiskovalec pride in prosi za ogled, oziroma to tako si ti, to lahko doživijo, oziroma spoznajo se, pač so pri procesu dela lahko zraven. Ne, so prijazni fantje, pa tako, jaz sem sicer ponavadi vedno pri takih zgodbah, ki jih delaš, če se le da poskušaš dobiti kakšnega domačina, in jaz sem res dobil, ker prvi dan, ko sem prišel tja v Ratnapuro, to je en kraj, kjer so ti rudniki, največ jih je tam okola, in sem šel pogledati en muzej, geološki ali tak bi rekel mineraloški muzejček, in tam sem spoznal nekega vodnika noter po tem muzeju, tak simpatičen možakar, znal dobro angleško, ki se je potem sam ponudil, če lahko kaj pomaga, sem rekel, rabo malo pomoč, da me pripelješ do teh rudnikov, pa se malo zmeniš s temi ljudmi, ki tudi ne znajo angleško večinoma, in me on en teden potem vozil okoli in je bil res zelo, zelo uporaben, bi rekel, zelo veliko je pomagal, tako da sem lahko prišel, pa se je on tudi neke prijatelje imel in sem mi dovolila, da sem šel tja in izrihtal te zlatarne, da sem lahko fotkal, tako zelo velika pomoč je bila to, jasno. Če bi bil sam, bi morda tudi nekaj naredil, ampak precej manj, verjetno mi ne bi toliko dovolili, kot če je tam nek domačin, ki se je potem vse pač pogovoril. Saj sem ga tudi plačal na koncu, pač so se zmenila za neko tarifo, jasno, dober, plus še dosti dobro napitnino sem mu dal, ker sem res bil zadovoljen s tem, kar je naredil, se je zelo potrudil, tako res fajn. Torej, ključ je spet stopiti do domačinov, če te pozovem nakrat. Ja, itak, seveda. Zdaj pa lagamo na naslednjo zgodbo. No, ta je pa v bistvu taka zelo zgodovinska, bi rekel, zgodba. Vsi vemo, da je bila druga svetovna vojna na Pacifiku zelo kruta, da so se takrat borili Japonci z Američani večinoma, da so bile hude bitke tudi pomorske, in v enih od teh bitk je sodeloval tudi John F. Kennedy, ki še ni bil takrat predsednik, imel enih 25-26 let in bil je kapitan enega patruljnega čovna, PT-109, vse to je taka dosti znana zgodba, in nek japonski rušilec jih je po noč v bistvu zadev, niso jih videli in je bila kot neka nesreča, trk, v glavnem jih je prepolovil na pol in tisti čovn patruljni je začel goreti, bilo je približno 15 članov posadke in od tega
so 3-4 že tam umrli v tem morju. Ostale je pa Kennedy, ki je bil zelo, zelo dober plavalec, je rešil na tale otok, ki ga vidimo tle, otok, ki se je prej imenoval Olsana, potem so ga pa poimenovali po njem, po Kennedyju. In tu so bili brodolomci, neke vrste, bi rekel, pili so deževnico, pa jedli neke kokosove orehe, dokler ni potem njim preveslal en domačin po imenu Eroni Kumana. Sej, mogoče daš naprej, če je na sliki. Evo ga, ta majster, ki je zraven na enem sosednjem otoku, je na 10 kilometrov bil doma, ko sem jaz tja prišel, malo sem že vedel prej to zgodbo in snupal, da ga bom dobil, in sem ga res dobil. No, on je potem prišel do Kennedyja in do ostalih vojakov, mornarjev. Kennedy je na olupek od kokosovega oreha je napisal neko sporočilo in ta možakar, oziroma takrat je bil mlad fant, leta 43, govorimo avgusta, je bilo to, je potem veslal enih 40 ali 50 kilometrov do neke baze, ameriške skrite, in so potem naslednji dan po noč prišli ameriški čovni hitri, da so rešili Kennedyja in mornarje, ki so bili že praktično odpisani, so mislili, da so umrli, in tako. In Kennedy je potem dobil mornariški križec, pa odlikovanja, pa seveda je to zelo dobro unovčil, ko je kandidiral za predsednika, in pa so ga pač leta 63 vemo, da ga je Oswald ustrelil, No, tale Eroni Kumana je pa živel na tistem otočku, ko je frajer tak, pač bi lahko rekli, res zelo spremenil tok zgodovine, po svoje. Zdaj, jaz sem bil tam, mislim, da več kot 10 let nazaj, on je 5 ali 6 let nazaj je umrl, tale gospod Eroni Kumana, star skoraj 90 let, ni znal nič angleško, je imel pa sina, ki je znal angleško in sinu je dal ime John Kennedy. Prav zanimiv, vse mogoče, če daš. Evo, to je še pred hišo njegovo, no, in vidite, I rescue JFK, to majčko mu je pa prinesel nečak od Kennedyja, ko ga je nekaj let pred mojim obiskom ga je tudi obiskal, pa dal mu je neko nagrado, ne vem, mislim, par $1000, pa to majico, pa en kip je dobil od Kennedyja, tako v spomina, Skratka, Amerika je to seveda zelo prepoznala in mu tudi izrekla priznanje temu gospodu, fantu, karkoli že, možakarju, ki je dejansko vplival, bi lahko rekli, na svetovno zgodovino, glede na to, da je imel Kennedy veliko moči v svojih rokah, takrat je bila kubanska kriza in marsikaj, boh ve, kaj bi se dogajalo, tako vidiš, kakšne so različne usode po svetu in kako lahko eni čist praktično neznani ljudje zelo vplivajo in spremenijo nekaj, kar še sami ne vejo morda. To je zelo zanimivo. On je nekako načelno vedel, kdo je bil ali je Kennedy, je bil v stiku nekako s temi informacijami, ampak nista se pa nikoli več pozneje videla. To je zelo zanimivo, ko vidimo, kaj vse bi se lahko zgodilo, če in pa kdo se je v ozadju bil pri kakšnih zgodbah. Kaj pa mogoče kasneje, ta zgodba dosegla širšo javnost in mogoče se povečal obisk, mogoče so ljudje, turisti prišli na otok obiskovati tega človeka? Veš kako, to je na Salomonovih otokih, se to dogajalo in se še, in Salomonovi otoki imajo ta problem, da so zelo malarični in da nimajo nobene posebne infrastrukture, nobenih posebnih hotelov, med otoki ni povezav, razen z nekimi malimi aviončki ali pa z ladjo, ki se vozi 100 let. Tako da prav takega turizma, kot bi bil kje drugje, kot je recimo na drugih tihomorskih otokih, tukaj pač ni. Zdaj, ne bom rekel, je to žal ali je hvala Bogu, ampak po drugi strani, edini, ki so pač prihajajo bolj pogosto na ta njegov otok, Gico, se imenuje ta otok, kjer je živel ta gospod, so bili potomci teh ameriških vojakov, ki so se borili na Guadalcanalu, v teh pomorskih bitkah med drugo svetovno vojno. In tudi ti ljudje so bili pogosto potapljači, ki so se potem potapljali, ali se še potapljajo na te potopljene ladje ameriške ali japonske. In tudi so včasih obiskali tega gospoda, drugače pa kakšnega turizma prav pa ni bilo, tle, da bi kaj množično prihajali. Ja, tako je rekel, pride, ne vem, morda tu pa tam par ljudi, tako na let, ali pa kakšno leto tudi ni nobenega, pa potem kakšna skupinica, ki morda pozna to zgodbo, tako, da bi bil pa nek hud turizem, pa ni, se nimajo kje biti, Sploh kakšni bolj razvajeni turisti, ni šans, da pridejo sem. Tu pridejo bolj avanturisti,
kakšni potapljači, popotniki, to že najdeš kaj za prespati, ampak prav tako pa ni takega turizma. Kar se tega tiče, so Salomonovi otoki čisto skoraj na dnu obiskov, bi rekel, turističnih na svetovni lestvici. Torej, še posebej za popotnike je to mišljeno, oziroma še le popotniki pridejo vsem na tak način. Ne, za popotnike je to pa mislim, raj, ampak moraš biti pa že res popotnik z neki kilometrine, zato ker tudi, saj sem rekel, med temi večjimi otoki so povezave letalske in zdaj to so mala letala, ki sprejmejo, ne vem, 10-15 ljudi in letalo rabi gorivo, to gorivo pripeljejo ladje in če je recimo kakšen vihar, ciklon, kaj hujšega ladja ne gre in potem, ker ni goriva, tudi letalo ne gre in se mi je 2-krat zgodilo, da sem po 3-4 dni podaljšal neprostovoljno bivanje tam nekje. Skratka, moraš priti tja popolnoma pišme uhovsko, briga me, kje sem, kaj se dogajalo, a bom tle ali bom kje druge, se ti mora res malo fučkati, ker ne moreš računati na nič, da bom šel jutri pa potem tja. In tudi, če imaš letalsko karto, ti jo pač prestavljajo, dokler ne pride prvi avion, pa greš na kakšen drug otok. Tako je zelo, bi rekel, tako bolj. Koliko časa pa ti je vzelo to potovanje po Salomonovih otokih v času, ko si obiskal tega človeka? Vse skupaj je trajalo približno mesec dni, nisem imel žal več časa, čeprav bi, ker sem šel tudi druge stvari, fotografirati pa delati. Istočasno sem delal tudi zgodbo o teh Pan Pipersih na enem otoku Malaita, tudi na Salomonovih otokih, to so pa glasbeniki, ki igrajo na te slavne panove piščali, pa na neke bobne, pa na te cevi iz bambusa in sem našel eno skupino in jih fotko in potem naredil tudi o njih eno tako zanimivo zgodbico, ampak to morda kdaj drugič. Bolj so mi te zgodbe vzeli. Ostalo sem pa seveda, tudi šel se jaz potapljati na parih otokih, pa tam sem šel na en otok, kjer je bila že ena tretja zgodba o enem angleškem paru, ki sta zakupila cel otok, pa zdaj njihovi potomci tam živijo na Pigeon Islandu, recimo. Tako da take zgodbice so bile neke vrste spremljava v tistem mesecu. To je mogoče takšno vprašanje, malo bolj splošno. Je mogoče res, da se ti otoki, še ti otoki, ki jih je mogoče zakupiti, oziroma ki so na prodaj? Ne, zdaj ne več. Jaz mislim vsaj, da ne, ker ta par, ki sta zakupila ta otok, sta ga zakupila še tam v začetku 70-ih let, oziroma mislim, da so se 78, kdaj že Salomonovi osamosvojili izpod britanske kolonije. Kolonija britanska so bili prej, pa so se potem osamosvojili in pod britansko kolonijo sta ta dva imela jasno vse možnosti in dovoljenje, da sta za 100 let tisti otok najela. To je bil en tak zelo, bi rekel, preprost, 200 metrov dolg, pa morda 100 metrov širok otoček, čist majhen, z nekaj zelenja gor in sta ga potem preuredila za bivanje. In ko sta oba umrla, sta njuna sinova, eden je dobil barko, da vozi okoli robo, pa preprodaja stvari, ta drug pa živi na otoku. In sem bil pri njemu tudi 5-6 dni, tako me je malo okoli vozil med ta plemena oziroma ta ljudstva, ki živijo v Melanezice, pa Polinezice, pa tako naprej. In je bila zanimiva izkušnja. Tako, zdaj, mislim, da se pa ne da več, da bi prišel tja pa hotel najeti. Ali pa morda tudi, ne vem, če bi dal dosti denarja, morda pod kupu kakšnega bi se morda tudi dal. Kakšne zanimive zgodbe se posod skrivajo, še posebej tukaj v oceani, ko smo. Zdaj pa tako premaknemo naprej, v Tajsko. No, to je bila pa tudi ena že zelo, bi rekel, stara zgodba, to sem mogoče 20 let nazaj delal, še na film se spomnim, sem fotografiral takrat. In sicer je tradicionalni tajski ples, bi rekel, njihova folklora na nek način, so oni stoletja že v tem, da plešejo svoje tradicionalne like iz Ramajane predvsem, z teh budističnih epov, vzete like, in imajo potem oddelek za dekleta, pa oddelek za fante, kot vidite tle, oni trenirajo bolj te moške vloge, potem pa nastopajo po raznih gledališčih, dobijo izredno lepe kostume, zelo drage in potem nastopajo. In ti plesi niso taki kot naši, ampak so bolj umirjeni, bolj elegantni, bolj taki, seveda ob tajski glasbi. Čeprav tu, kjer sem jih fotografiral, to je kraljeva šola tajskega plesa, se učijo tudi sodobne, bi rekel, bolj zahodne plesa, nek hip-hop in podobno, ampak večinoma pa so bolj v tem, tako da mi je uspel priti do te šole, pa potem te gojence ali, bi rekel, učence
in učenke tega plesa fotografirati, pa intervjujati, pa njihove učiteljne. Potem sem dobil pa tudi te profesionalne plesalke in sem jih fotkal tam v nekem lokalu. No, to so dijakinje, srednja šola, ki je hkrati seveda s poudarkom na plesu. Tako kot imamo, ne vem, kakšne športne šole, kjer je navadna srednja šola, samo da je poudarek na športu, karkoli že, tukaj je pa bolj na plesu in imajo poleg tistih osnovnih vsebin tudi ples, in vadijo kar precej. In potem iz te populacije pa pride izbor za te bolj profesionalne plesalke, ki jih pa najamejo razne restauracije, hoteli, ne vem, razni klubi in potem okoli hodijo in plešajo, za obiskovalce teh lokalov. Tako da to so mlada dekleta, ampak zelo entuzijastična, hočejo zelo veliko vlagajo v to svoje, v te svoje plese, z upanjem, da jim bo nekoč uspelo priti do neke, bi rekel, bolj profesionalne stopnje. Torej, to lahko primerjamo kot mogoče z atleti v Keniji, je pač to njihova bodoča kariera. Res, se strinjam čisto, s tem, da pač tista šola pri atletih je načelno tako nekako, bolj pol leta, pa eno leto, ali kaj takega. One so pa prav bi rekel, srednja šola, high school, ali kakorkoli bi to imenovali, z programi, kjer je noter veliko tega plesa, tudi glasbo se učijo in podobno. No, tukaj vidimo pa že eno profesionalno plesalko, ki nosi naprstnike, ker teh plesov je veliko vrst, so zelo različni in to je prav en poseben ples s prsti, se imenuje in sej lahko vidiš ali pa vidite, kako so zvile prste in to že kot male punčke, leto ali dve stare, že trenirajo, kako zvijati prste in si jih malo navijajo in prepogibajo. In ko so starejše, brez problema zavije roko skratka dobesedno nazaj, tako prav dlan zvije pod nekim čudnim kotom, ampak potem elegantno plešajo s temi prsti in to, kar ima na sebi, je pa res ta dragoceni kostim, ročno narejen večinoma, ki si ga ta dekleta ne lastijo, ker je enostavno predrag, ampak ga samo najamejo za določeno predstavo ali morda za kakšno obdobje, mesec dni ali kaj takega. Ne morejo, mislim, redko ga kupijo, ker je izredno drag. Kaj pa te dogodki, kjer plešajo, so bolj pogosti, ali to so le ob praznikih, pa obredih, kot prej si tudi omenil, da v raznih restauracijah oziroma... Ja, mislim, oni plešajo tudi na teh festivalih njihovih tajskih, ki so občasno budistični, tu pa tam, tako kot pri nas, recimo, da bi rekel, da plešeš, ne vem, na nekem prazniku češen v Brdih ali kaj takega, Potem imajo pa seveda prav pogodbe, oziroma, kakor sem jaz takrat razumel, jih nekdo najame, da pride k njemu v neko, rekel, firmo, ki se ukvarja s posredovanjem teh plesalk in jih on potem posreduje na različne konce po državi, večinoma po tajskem, gre včasih tudi te najboljše tudi v tujino, ampak večinoma so na tajskem in seveda dostikrat grejo, ne vem, na Phuket, na Phi Phi Island, v Bangkok, na vse te resorte, kjer so tudi turisti in potem so to ali hotelske restauracije ali pač kakšne take pač malo boljše restauracije, ki imajo v kotu neke vrste oder in gosti najprej povečerjajo, potem je pa se luči ugasnejo in potem te punce kakšno uro ali dve plešajo na odru in zabavajo te obiskovalce, to je pač ena od oblik. Skratka, zdaj, najbrž jih pa najamejo tudi morda za kakšna poslovna srečanja tu in tam, tako bi rekel, kot neke gejše na Japonskem morda v tem stilu, zelo različno, kje nastopajo, po raznih. To je mogoče tudi že malo bolj zaigrano za turizem, seveda, v hotelih ni več v tem pravem okolju. Ja, se strinjam. Ja, sej so, verjetno čisto že malo kičaste stvari, no tole je recimo prav ena restauracija, Batank ali nekaj takega se imenovali, sem že malo pozabil, v Bangkoku, kjer sem pač te dve lepotičke uspel nekako preko enega agenta, pa seveda prek prijateljev zopet, na tajskem v Bangkoku, ki so mi to pomagali, sam ne bi znal, ni šans, tudi jezika ne znajo ti ljudje, tako da je vedno nekdo, ki ti tudi prevaja. Tako da sem se zmenil, da sem moral celo najeti to plesišče za 1-2 uri, pa potem se s puncami zmeniti, in njihov menedžer je pač hotel nek denar, pa smo malo barantali, pa sem rekel, jaz ne rabim njih za plesati, jaz rabim samo za malo pozirati,
ene par pozic, tako da je bilo pol precej cenejše, ker je mislil, da hočem, da mi plešejo zdaj tam 1 uro. In to so res punce, rekel, stare nekje tam med 20 in 25 približno, tudi kakšne malo starejše, ampak izredno izvežbane, res. Zato so potem tudi cene, jasno, teh nastopov precej večje. No in ta restauracija, kamor smo hodili, sem jo jaz prej poznal, ker smo šli parkrat s skupinami, ki sem jih vodil, turističnimi, ampak ni bila taka skomercializirana, je bila čist, bi rekel, lokalna tajska restauracija, ampak seveda na nekem višjem nivoju, kjer je bil tako nek del rezerviran malo bolj za turiste, večinoma so bili pa Tajci, domačini ali pa kakšni drugi Azijci, recimo, kakšni Japonci, Kitajci so prišli tudi, tako da nisem imel občutka, da je to ena taka industrijska verzija, ampak res dejansko prikažejo tukaj to svojo folkloro, saj to je njihova starodavna kulturna umetnost, so ti plesi izredno lepi, tako se mi zdi kar na lep način predstavljajo. Najbrž se pa strinjam, da so pa res po kakšnih obmorskih klubih, imaš pa tudi marsikaj tacga bolj turističnega, skomercializiranega, sigurno. Kot si povedal, tako si povedal, to vse izvira iz njihove kulture, oziroma iz budizma, torej njihove. Iz budizma oni črpajo like in to mitologijo in vse skupaj. Zdaj sama koreografija plesa je verjetno tudi se spreminjala skozi čas, ker kolikor se spomnim, so ti plesi bolj nastali na začetku v Kambodži. V enem muzeju tam, ko sem šel, sem videl te najstarejše ekipe plesavk, so bile iz Kambodže, pa se je pa to preneslo na Tajsko, in se razširilo najbrž tudi še kam drugam. In jasno, te plesavke so bile najprej rezervirane za kralje in te nekako uradnike in bolj za nek višji sloj in so nastopale po kraljevih dvorih in po nekih, kaj pa vem, njihovih palačah, Danes seveda je pa to odprto za javnost, za kogarkoli, s tem, da kot sem rekel, te malo boljše oziroma res tiste najboljše grejo tudi v tujino in imajo tam kakšne nastope po Ameriki ali Angliji, No, tukaj vidimo pa, bi rekel, v celotni gloriji, v celotni lepoti, eno tako plesavko z make-upom, ki je zelo, zelo lep. In zanimivo je bilo to, da ko sem se pač dogovoril s tem njihovim agentom, je rekel, povej, ob kateri uri jih želiš fotografirati. Sem rekel, ne vem, ob 7. Je rekel, ok, bomo mi že ob 5. prišli, ker te punce rabijo vsaj 2 uri, da se oblečejo, namažejo, zrihtajo, morda malo kaj ogrejejo in je tako prav, res cela procedura je bila to. Ni bilo samo tako, da si dala tole krono na glavo, pa malo šminke in prav, mislim, zanimivo mi je bilo pa to, da sem jih pač prvič videl, in on je rekel, bomo pač 2 plesavki, boste prišli, zato pa to, da sem jih potem prvič videl, ko ste prišli šele na oder, in sem jih tam fotografiral, potem kakšno uro pa pol, koliko nekaj tacga. No, potem, ko smo se pa pač poslovili, pa zahvalili, pa sem jaz mu plačal, pa tam smo še malo sedeli, ste se šli pa zelo hitro, tisti je bilo pa pol par minut, da ste se pač tisto šminko pa puder ali karkoli že dale dol. In potem prijete ene 2 suhcani mladi frajlici tam, ki za Boga ne bi spoznal, in seveda v kavbojke oblečene, v neko majčko, pa znale celo malo angleško, da smo še par minut se malo pogovorili, tako gor dol, kako kaj. Itak mi je več agent povedal, oni 2 tudi par informacij, o tem svojem plesu in načinu življenja, tako, ampak bi rekel, popolnoma nekaj drugega. In ko so na odru, ko so urejene kot plesavke, jih praktično ne prepoznaš. No in zanimivost je še ena stvar, da ta obraz, ki ga vidimo, ki ga vidite zdaj tle, je med celotnim nastopom popolnoma isti. Oni se ne kremžijo ali nasmejejo, ali karkoli, njihov ples je samo s telesom oziroma rokami, prsti, obraz mora biti popolnoma negiben in se ne smejejo. In vse, kar mi je rekel agent, da se smejejo z očmi, in morda jaz tukaj lahko vidimo malo te iskrice. Tako, zanimivo je, res taka, bi rekel, zanimiva kultura, Tajske, ki jo malo bolj podrobno spoznaš, potem tudi na ta način, Zanimivo, koliko priprav in vsega vzame ta ples. Še ena pač samo fotografija. Tam sem pač že prej v Bangkoku, ker sem tu že prej parkrat bil,
zanimivo, recimo delal sem tudi zgodbo o največji restauraciji na svetu v Bangkoku, ki je, mislim, da še vedno v Guinnessovi knjigi kot največja, kjer natakarji vozijo hrano s kotalkami in pa imajo en tak zipline čez celo restauracijo, kamor kelnerja z vsemi pladnji prpnejo in se potem on podrsa na drugo stran tiste restauracije in tam streže ljudi, ne? Royal Dragon. Ne vem, je še najbrž je še vedno največja. No, takrat sem pol tudi nekaj ljudi spoznal, pa malo par idej, pa se neko naslednjič, ko pridem, a se da to dobiti in so mi potem kar veliko stvari omogočili. Recimo, dobili so tudi takratčno tisto leto Miss Tajske, ker je na tej prireditvi za Miss sveta je nastopala s plesom tajskim, je bila tudi plesavka in sem potem en dan tudi z njo tam v enem parku sva se dobila, pa jo intervjujal, pa fotografiral, da mi je malo povedala par zgodb, ne, o tem plesu, kako ona to doživlja. Tako da zanimive, ja, zgodbe, res take lustne. Prav neverjetno, no, mislim, kar se odkrije. Ja, tako pa z ene zgodbe greš v drugo, tretjo. No, tale je pa taka, bi rekel, okusna zgodba, hkrati je bila kar malo nevarna, ker sem že prej tudi se vozil nekaj dni po Mehiki in potem hotel priti v to dolino Guadalajare, oziroma ta dolina je med Guadalajaro pa Tihim oceanom, dolga je 80 km, je tudi nekem pod UNESCO, če se ne motim, zaščitena. Je pa dolina polna agav in te na desni vidimo, ne, te rastline agave, modre agave, iz katerih proizvajajo tekilo in tudi tukaj je recimo kraj po imenu Tekila, ime izhaja iz nekega lokalnega azteškega dialekta, se mi zdi, kraj pod vulkanom, ali nekaj takega se imenuje, pač ne vem, kako so oni to izgovarjali, ampak iz tega je prišlo mestece Tekila, ki je dalo ime pijači. In tukaj vidite bučo, oziroma tole čebulico, izkopano iz zemlje. Tale imador se imenuje, kot pravijo tem kmetom, ima eno tako posebno lopatko, s katero izkoplje bučo ven, tole čebulico, ki tehta lahko tudi po 50 do 100 kg, brez problema. Potem pa te čebulice tovornjaki vozijo v destilarno in tam pač iz tega nastane tekila, ne, skozi nek proces. To fermentirajo, destilirajo, najprej 2 dni dajo v paro, da se čisto zmehča. Nevarna zgodba je bila pa zato, ker mi je tale vodič, ki ga vidimo na sliki, jasno, da sem se moral prej zmeniti, pa najaviti, pa me je sprejel, pa je rekel, no, najprej pa en welcome drink, že tako ob 10 dopoldne so spile eno margarito, tako malo tam za welcome drink, pa je pa rekel, najlažje boš to doživel, če boš po vseh fazah proizvodnje tekile malo probal, kako to zgleda. Ampak to sta, ne vem, 2-3 destilacije, pa neke fermentacije, pa na koncu je treba iti še v klet, da ta pravo tekilo probaš, skratka tam ob 2 popoldne je bila že kar huda vrtoglavica, so se že malo režala s tem vodičem, pa so šla pa na kosilo, no, tiste pač rešilo celo zgodbo. Tukaj vidite, kako uparijo, vržejo te čebulice v nek uparjalnik, ki se tam 2 dni to s paro zmehča, potem pa to še nekako razrežejo in dajo v destilacijo, ne? In potem po vsakem procesu se to proba in vidi in na koncu dobiš tisto osnovno pijačo, ki jo potem še mešajo med sabo. To ni zdaj ena sama pijačka, ampak je običajno blend, torej mešanica večjih tekila, bi rekla, ne, večjih teh proizvodov. In to je potem pa v njihovi kleti. Bil sem tukaj seveda v tej najstarejši destilarni, Jose Cuervo se imenuje, ima skoraj 200 let, oziroma je znana potem, da je ena redkih, kjer so še Mehičani baje lastniki destilarne, ostalo so že vse kupili neki Američani in Japonci in podobno. In v tej kleti so v sodih, je res ona vrhunska tekila, ki pa ni starejša od 13 let, ker to je nekje maksimum, kolikor tekila dožuri, pol gre boje samo na slabše, tako da po 13 letih jo butelirajo. Pri nas vemo, da imamo vino lahko tudi več desetletja, ne, tista stara. Tukaj je pa v bistvu celoten proces relativno kratek, ne, za proizvodno tekile, ampak seveda okusna je pa tako res dobra. No, tale na desno je pa direktorica celotne destilarne, ki se nama je potem s tem vodičem pridružila, ne, pa jasno tudi en kozarček ga je oni soda si natočila, tako da oni ga tudi kar cuknejo, ne, ni problem. Pa malo probaš, pa tam, pa pa tretji, tako da
In mi je očitno kar fajn prišlo, da je prišel en fotograf, ki ga je bilo treba malo poučiti, ne, o tekili. Ampak vseeno lahko vidimo, da je tudi veliko znanja, tako za vinom, zelo veliko znanja, da prije tako kakovostna pijača ven. Oziroma, žgalna pijača. Sam se pravi, lej, tole, te destilarne, no se ta ni edina v tem kraju tekila, so mislim še ene 3-4, ta je najstarejša, to pomeni, ne, mislim, da je njih 200 let znanja, ne, in razvoja. In seveda se potem tudi prilagajajo trgu, pa malo mešajo. Bil sem tudi v laboratoriju, sam ne mislim, da ni te fotke gor, kjer je tam en laborant, je imel takole pač te male lončke, oziroma tele glaže, ne, male kozarčke in vsakem noter za pol prsta pijače, nek specialist za okuse in je potem tisto probaval in neki tam. In on potem določi kombinacijo, ne? Tako kot pri viskiju ali pa pri cvičku mogoče, ali kaj pa vem, ne? Kjer se mešajo te pijače, tako da on pol določi, to bo to za letos, ne? In pol ostali še malo tam neki bodrujejo in potem dajo ven, ne? To tekilo, ki je tisto leto taka pa taka. Ne? No, zanimivost je pa to, da Jose Cuervo je pa napolnil najdražjo steklenico na svetu, ki je v Guinnessovih knjigi rekordov. Steklenica tekile je koštala, mislim, da okrog 4,5 do 5 milijonov dolarjev. Zdaj, seveda, steklenica je bila tista najdražja, narejena tam z nekih rubinov in diamantov in dragih, poldragih kamnov in tako naprej. Ampak so seveda tukaj ponosni, da jih je pol tisti, ki je naredil to steklenico s tem namenom, da bo draga, da je rekel, bomo dali tekilo Jose Cuerva noter in so naredili prav neko specialno edicijo za tisto, samo za tisto steklenico. Ne? Tako da tudi so v Guinnessovih knjigi rekordov tudi po tem, recimo. Tako hecna stvar, ja. Zanimiva informacija. Zdaj se pa pojavlja tudi vprašanje se strani gledalk in gledalcev, torej te zanima bolj splošno vprašanje, kako nevarna pa v resnici Mehika za popotnike? No, to mogoče, kar si bil. Relativno vprašanje. Jaz takrat, ko sem bil, sem imel avto in sem se vozil okoli in moram reči, da so me vsaj 8-krat ali pa 9-krat ustavili. Ene parkrat vojska, parkrat policija. Ni bil fajn občutek, ne? S tem, da sem pa večinoma hodil v te manj nevarne kraje, če tako rečem. Zdaj vemo, da Mehiko obvladujejo ti karteli, ne? Z mamili, z drogami. Ampak je to bolj v glavnem tam proti severu, tam okoli Tijuane, tisti konc določenih delih. Zdaj, če greš ti tja v Sonoro, v puščavo, tam San Luis Potosi, ta osrednji del, tam ne verjamem, da bi bilo kaj nevarno. Dvomim, no, tako da bi se pa tudi skoda nekega turista spravili, oni se med sabo, ne, pobijajo oziroma streljajo, kakorkoli. Ja, seveda je nevarno v smislu, da če si takrat tam, ne, ampak sej nevarne je lahko bila tudi kakšna druga država, pa z malo občutka se da iti, ne. Da prej pogledaš, kje so ti kraji, kje je to zoprno, pa greš pa kam drugam, ne, sej Mehika je velika. Tudi, ne vem, na Yucatanu, kakor vem, je relativno mir, tam ni zdaj kakšne hude nevarnosti, če greš, ne, ali pa dol na jugu, ob obali Tihega oceana, tam južno od Acapulca, recimo, tam so bile neke zapuščene plaže, male vasice, jaz sem se tam super počutil, tako da so kraji, kjer sploh ne čutiš, ne, zelo prijazni, fajn ljudje, tako da ne vem, no, mislim, je pa res, da je malo ta paranoja zaradi mamil, pa streljanj, pa tega, ampak zdaj to smo imeli včas tudi na Siciliji, pa še marsikje, ne, mafija, pa ko si bil pa tam, pa ni bilo te mafije praktično nikjer videti, ne čutiti, ne, tako da zdrava pamet pa jasno, da velja, ne, da ne rineš lih tja, kjer je morda res lahko potencialno nevarno. Ampak jaz mislim, da ni tako, no, da ni tako hudo. Je pa, morda občutek je pa zoprn, ker pa res je veliko, vidiš pa veliko vojske in policije, ampak to itak vidiš tudi marsikje v Afriki, Aziji, ne. Tako da ni zdaj tako, no. Zdaj pa se lahko premaknemo k novi zgodbi, torej, evo ga, 6. zgodba. Ja, ta je bila malo bolj taka, bi rekel, znanstvena, ne, zgodba, ker jaz se tudi z astronomijo kar dolga leta ukvarjam in je tako ena taka, bi rekel, res lepa in dolgoletna ljubezen, da tudi, če grem kam, najdem kakšno puščavo, pa grem gledat zvezdice in tukaj sem seveda tudi, ko sem šel v Čile, hotel iti takoj v Atacamo pa fotografirati zvezdnato nebo,
Potem pa seveda sem videl, da so tam res eni mogočnih in največjih teleskopov na svetu. Zato sem potem tudi našel neke veze. Profesor Cvitar iz Ljubljane mi je pomagal najti nek kontakt v tej Evropski vesoljski agenciji, ki ima sedež v Münchnu, in sem šel gor in tam spoznal eno Zagrebčanko, ki je dosti, bi rekel, dobro zastopana v tej hierarhiji, in mi je ona potem omogočila, da so me na teh teleskopih da sem bil en mesec v Čilu in da so me gostili, da sem lahko tudi fotografiral astronome, pa po noč pri njih bil, pa tako naprej. Potem sem pa to še razširil tudi na druge teleskope. Šel sem še fotografirati La Palmo, največji teleskop na svetu, na Kanarskih otokih, pa potem eno radarsko postajo na Grenlandiji, ki proučuje Auroro Borealis, pa zadnja zgodba je bila gravitacijski observatorij Virgo pri Pizi. Tako da letos se pa spravljam še enkrat v Mehiko, če bo ratal še en observatorij nevtrinov, tudi probati fotkati. No, tukaj vidimo, to je Paranal, teleskop, ki ima zrcalo s premerom nekaj čez 8 metrov, in to, kar je spredaj, en ogromen spektrograf, ali se mi zdi, ali nekaj, pa kakšna kamera še zraven, skratka, teh naprav je ogromno po teleskopih in z njimi spoznavamo skrivnosti vesolja. To, kar vidimo danes, je seveda zaradi teh naprav, ki so na Zemlji, plus pa še kakšen Hubble pa James Webb, ki sta pa v vesolju, tako da nam malo razgrinjata podobo vesolja, precej bolj natančno. Tako, kar fajn, zanimiva zgodba. No, to so tudi 4 teleskopi pač tle v Atakami, Paranal se imenujejo, s tem, da so nekateri tudi med sabo povezani, bi rekli, pač se potem združi svetloba 2 ali 3 in dobiš lahko še toliko večji teleskop, neko interferenco se to združi. So pa to veliki kolosi, to je tako kot 5-6 nadstropna stavba, teleskopi so ogromni, ko stojiš tam spodaj, to je orang, bi rekel, mašina, ki se vrti naprej, nazaj. Res pa je, da astronomi, opazovalci sploh ne pridejo noter, ker vsak astronom, ki dela na teh velikih observatorijih, je nameščen v kontrolni sobi, ki je od tle oddaljena skoraj kilometer stran, in je to potem seveda vse povezano prek raznih optičnih kablov. Edini, ki pride noter, je morda tisti inženir, ki rihta, če kaj narobe, kakšen air condition malo poprav, če so kakšne take stvari, najbrž malo pajčevino pobriše čez dan. No, to so pa teleskopi ravno tako iz Čila, iz Atakame, na planoti Čanatur, blizu San Pedro de Atacama, in kdor je kakšen resen popotnik, ki potuje po Južni Ameriki, sigurno že bil kdaj tam, na tako luštno popotniško mestece, danes že malo bolj turistično, skoraj kot popotniško. In tale planota je blizu, to je na 5200 metrih, kjer je sedaj 66, če se ne motim, koliko že radioteleskopov. Oni so bili optični, tile pa pač raziskujejo in proučujejo vesolje v bolj, rekel, milimetrski in podmilimetrski valovni dolžini, in s temi radioteleskopi tudi seveda odkrijajo nore stvari, vsako leto. Jaz sem bil tle, ko se je to še bolj gradilo, tako da sem bil čist med prvimi, ki so sploh fotkali, rekel, teh nekaj teleskopov, pozneje so pa to seveda že dokončali in danes je to kar hudo operativni observatorij, delajo veliko na tem. Kaj pa zdaj iz tvoje izkušnje, ti si pač obiskal določene teleskope lahko preko poznanstva, oziroma tako, da si prišel preko ljudi noter, kaj pa drugače za obiskovalce, večinoma nemogoče to obiskati? No, jaz sem želel seveda to fotografirati, zato rabiš jasno posebej dovoljenja, mi se fotografira tudi v času, ko so operativni, ko delajo, in sem zato pač šel malo preko vezic, da sem dobil dovoljenje, tudi bil celo noč s temi astronomi tam, ker drugače turistov ne spuščajo po noč tja. Drugače, če pa želi kdo iti, se pa na spletni strani lepo pofočka, mislim, da je neka rezervacija, ker imajo tako ob sobotah, nedeljah dan odprtih vrat, skoraj vsako soboto, nedeljo, par ur, ti priješ tja, daš neke podatke, mislim, da celo nekaj malega plačaš, ali pa tudi ne, ker so zelo odprti, in potem prideš in ti pokažejo teleskope, ampak čez dan,
takrat dopoldne do 1-2 astronomi večinoma spijo, ker so celo noč po koncu, in potem imajo kosilo in potem malo urejajo kakšne, bi rekel, te podatke iz opazovanja, ne, pol pa, ko se pa zvečeri, ko pade noč, so pa že takoj za svojim računalnikom in delajo celo noč, ne, upravljajo pač te projekte, ki jih imajo. Drugače se pa da pridita, ne, iti pogledati to in tudi tole Almo, kakor vem, in tudi Lasiljo, Paranal in tudi kakšne druge, ne, sam se treba malo zorganizirati pa malo pogledati. No, to je bil pa en nočni posnetek, to je Lasilja, ta tretji observatorij blizu, še najbližje Santiagu, enih 500 km severno, te je kar veliko teleskopov, tako da kar delujejo, še vedno operativni, nekateri so pa tudi zaprti in tukaj sem naredil potem posnetek nočnega neba in to, kar vidimo na sredi, tam, če bi to na severni polobli delal, bi bila tam na sredi severnica, ne? Tukaj je pa v bistvu ni nič, ne? Na južni polobli ni neke zvezde, ki bi bila podaljšek zemljinega, bi rekel, tega južnega pola, ampak se moraš malo orientirati preko južnega križa, pa preko, vidiš, tiste dve meglici, ki sta gor na vrh, kot da je bilo malo popacano, ne? Ampak to sta dva Magellanova oblaka, dve spremljevalni galaksiji, ki sta zraven naše in se s tem nekako orientiraš, kje bi bil južni nebesni pol, ne? Pri nas je pač severnica, ki je najdemo 1, 2, 3, tukaj se pa pol hitro znajdeš. Je pa zelo zanimivo tudi to južno nebo, ne? Vsekakor veliko stvari za pogledati. Za kakšne ljubiteljske astronome, ni da ni. Mogoče takšno vprašanje glede same fotografije. Kako pa ustvariš takšno fotografijo? Vem, da je veliko dela pa denarja za to, da lahko ustvariš takšno nočno sliko. Tole ni veliko denarja, ampak je veliko časa. Tukaj mislim, da je bila osvetlitev 2,5 do 3 ure, s tem, da se da tudi z digitalnim fotoaparatom, s temi, ki so zdaj malo boljši, pač problem je osvetlitev oziroma problem je šuma, ne, ki potem nastane, zato daš zelo nizek ISO, ne, daš pač to občutljivost na najmanj, potem pa pustiš kakšno uro, 2, pa že nekaj rata, ne, se že vidijo ti krogci, ker se pač vemo, zemlja vrti in se navidezno nebo zariše, s tem, da je pa ta posnetek nastal pa še na film. Jaz sem takrat sem že delal z digitalnim fotoaparatom že kar nekaj let, ampak ker sem vedel, ne, da bodo tudi daljše osvetlitve, sem vzel še ta starega Canona, pa je par filmov, ne, in sem dal film, postavil na stojalo, odprl, pa pol 3 ure delal kaj drugega, z astronomi, ob enih zjutraj smo šli na čaj, pa na pecivo, pa malo čvekala, ne, pa tako, aparat je pa tam bil odprt in pol pa enih parih urah sem ga zaprl in je to uspela, ne, tako bolj komplicirana stvar, ampak se vidimo nekaj ratala, ne. Tako je torej nastala ta fotografija. Zdaj pa gremo k naslednji, torej gremo v Egipt. Mislim, da je pa zadnja, ne. Ja, to pa je zadnja zgodba. No, to je pa tudi ena malo starejših zgodb, ker sem tudi svoje čase kar precej vodil skupine v Egipt in jaz moram reči, da sem dostikrat ideje za te zgodbe dobil prav kot turistični vodnik, ki je bil že tam, ne, ali pa je bil recimo kakšen lokalni vodnik, pa smo se malo pogovarjali, pa je on rekel, veš, tam so pa ti ljudje, pa počnejo to pa to, zanimivo, ne. Potem pa naslednjič, ko sem spet šel tja, sem se usedel doma, pa gledal po knjigah, pa zdaj itak Google, internet, najdeš čuda stvari gor, pa pol malo pogledaš, pa vidiš, če je že kdo morda kaj to objavil, ali so že bile te zgodbe narejene. No, in ta je bila ena prvih mojih fotografskih, ko sem se sploh začel ukvarjati malo bolj resno s fotoreportažo, že kar več kot 20 let nazaj, in sem rekel, ok, za začetek naredim nekaj takega, kar mi je relativno blizu, in v Egiptu sem bil prej res pogostokrat, poznam državo, ljudi, mislim, je relativno vedno bila fajna, ne. In potem sem zvedel, da živijo na obrobju Kaira, Zabalini, ki so neke vrste nabiralci smeti in oni hodijo dol v mesto in potem pobirajo te smeti, jih vozijo gor na Mokatam, na ta njihov hrib oziroma planoto, ne, tam pod temi starimi kamnolomi, iz katerih so klesali kamne za piramide in živijo tam 30-40 tisoč jih je, večinoma so bolj kopti, ker gojijo tudi prašiče, pujse, zaradi nekih drugih stvari. No in tukaj vidimo,
da vse te smeti, ki jih privlečejo zjutraj iz mesta, raztresejo, možje in fantje večinoma pač vlačijo smeti iz mesta gor, dekleta, punce, punčke in žene pa potem med temi smetmi to reciklirajo, bi rekli po domače, ločijo plastiko, ločijo kovino, ločijo papir, bio odpadke in to dajo posebej in se potem to na nek način reciklira. Iz plastičnih posod delajo, recimo sem videl, vlivajo obešalnike, jih raztopijo in vlivajo obešalnike in to potem prodajajo hotelom, na primer, v hotelskih sobah. Bio odpadke porabijo za hrano pujskom, potem te odpadke od pujskov pa uporabljajo za, ne vem, biogorivo, za umetna, ta naravna gnojila in podobno, Skratka, izredno dobri so in preden se je pri nas začela ta filozofija ločevanja in recikliranja raznih stvari, so oni to že 20 let prej počeli na roke, dobesedno. In je tukaj nek zaslužek, je tukaj seveda neko preživetje, ampak jasno v ekstremno umazanih, krutih, nehigienskih razmerah, ker nimajo nekih kombinezonov, mask ali česarkoli, ampak včasih kar z golimi rokami in celo bosi hodijo tam in to delajo. Tako da preden prideš na ta mokatam, do njih jih najprej zavohaš, ker je to eno ogromno smetišče, ki smrdi na daleč. In ko sem se sprehajal tam, en teden sem se vozil gor do njih, pa jih fotkal, pa se tudi spoprijateljil tam z enim fantom, ki me je tudi potem pelal v njihove domove, pa se pač družil z njimi, in sem videl, kako kruto življenje je to. Dejansko tam podgane mečejo skozi okno, mislim, tako res zelo hudo, Ampak, boj za preživetje, Slišiš tako nekakšen sistem, ki deluje, ampak je verjetno zelo težke zgodbe, so kako to delano, verjetno z golimi rokami, brez dobene zaščite, karkoli. No, jaz nisem rekel, reporter za neke tragične preveč zgodbe ali pa vojne, hodim na neka vojna žarišča, vsake toliko, čeprav trofim, vsake toliko, recimo 3 let nazaj sem bil v Libanonu, pa sem šel na te demonstracije, pa sem se zelo dobro najedel solzivca, tam po tistih protestih, ker so ga metali na vse strani, ampak da bi prav rinil tja, da bi za nalaž hotel zdaj pa delati take zgodbe, pa to ni nekako moj stil. Rajši probam na potovanjih najti kakšne lepe zgodbe, ne vem, ples, pač karkoli, ali teleskop, ali nekaj takega, kar pokaže lepšo plat teh ljudi, ki tam živijo. Tudi ti zabalini, sej, so pač, oni se nimajo za neke smetarje, ali karkoli, so pač navadni delavci, tako kot kjerkoli drugje, samo da delajo smetmi namesto z, ne vem, kruhom ali pa moko. Jasno, da so te razmere bistveno težje za njih, ampak na ta način preživijo. Sej tudi vsi rudari po svetu ne živijo ravno v nekih udobnih, romantičnih razmerah, kjerkoli. Tudi naši rudari, ko so bili rudniki še odprti, so se preseneto nagarali v težkih razmerah, tako da tega imamo povsod dovolj. No in to, kar je tle včasih, kar je bilo najhujše pri tej zgodbi, so mogoče bili otroci, ker so dejansko tam izpostavljeni tej umazaniji, hodijo bosi okoli, imajo tudi veliko bolezni, kožnih in takih in drugačnih. In so tudi razni projekti svetovni za pomoč, za neke bolnišnice so jim Finci zgradili, tako kliniko bolj, pa kakšna pomoč v obutvah in tretja, samo, to je tako, če je revščina, je revščina. Evo, vidiš tukaj fant, bos, hodi tam po tistih kupih kosti in pločevine in stekla in tako naprej, in to, se pravi, ni preveč udobno življenje. So pač tudi take zgodbe, ki jih vidiš po svetu. To so tudi te težje zgodbe, ki pa so del teh popotovanj, vsakega popotnika. Se pravi, jaz sem kakšno tako naredil, tudi sem delal, ne vem, na Šrilanki neko sirotišnico, pa potem morda te rudnike, tudi v Mehiki sem delal rudnike, srebra, zlata. Pa še kaj bi se našlo, ampak večinoma, če se le da, poskušam iskati kakšne zanimive zgodbe o ljudeh, o rastlinah, karkoli. Ali bolj. Kaj pa mogoče, kaj bi zadal ti kot, ne vem, na svet, mogoče kakšno smernico vsem mladim popotnikom, da bi spoznali takšne zgodbe, da bi mogoče stopili do domačinov,
kakšen je način pristopa do domačinov, da spoznaš ta svet? Jaz mislim, kar jaz potujem, sej grem potem tudi si pogledati določene stvari, ki me zanimajo. Niso zdaj samo zgodbe na sporedu, tudi grem fotkat, pa ležim, pa tudi lenaram na plaži, če je že treba. Jaz mislim, da vsi, ki potujejo, ki grejo nekam, vidijo in doživljajo take zgodbe, s to razliko, da jih jaz pač še napišem, pa fotografiram, pa morda jih malo bolj uredim, ampak vsak popotnik, ko gre kamorkoli Azijo, Afriko, kamorkoli srečuje te ljudi, na tržnicah, po hostlih, pa se pogovarjaš, pa ti povejo zgodbe, samo pač morda gre to prehitro mimo, in če bi kdo želel kaj bolj resno, naj si vzame svinčnik papir, ali pa diktafonček, imam jaz vedno s sabo, oziroma zdaj kar oboje, pametni telefon, pa diktafon, tako da vključim diktafon, ga imamo okoli vretu, potem pa čvekam s temi ljudmi, pa se vse pač posname, te informacije, ki mi jih dajo, in potem te zgodbe zapišeš nekam, recimo, in jih pošleš na kakšno revijo, mogoče objaviš. Zdaj, večina takih revij popotniških želi tudi fotografije, zato seveda jaz že dolga leta tudi fotografiram. To, zdaj, če bo kdo želel, naj mi napiše mail, ste zelo vabljeni v moj začetni tečaj popotne fotografije, kjer se tudi ravno te stvari učimo fotkati, kako se slika na potovanju, tudi take zgodbe, pa tudi kako se pač naredi taka zgodba. Se je pa treba vzeti čas, ker to ni zgodba za 3 ure, sej tam ti lahko že nekdo nekaj pove, ampak tajski ples ne pomeni zdaj to, da greš ti samo enkrat eno plesalko nekam fotkat, ampak je treba iti v šolo, pa potem, sej prav, tukaj smo videli nekaj fotografij, jaz jih imam recimo 30-40 o tej zgodbi, tudi te izdelovalce kostimov, pa ljudje v navadnem življenju, v šoli normalno te plesalke, kakšne so, pa una mis sveta, ki je bila, pa še marsikaj, Iščeš potem teme, ki se na tako zgodbo vežejo in je to odkrivanje nečesa novega, bolj kot neka nadgradnja, bi rekel, tega potovanja, da nisi sam zdaj v 2 muzejih, 3 plažah, pa v enih 10 diskotekah, kakorkoli že potuješ, ampak najdeš tudi kaj tacga, In teh zgodb je ogromno, od nabiralcev trav, oziroma teh, ki gojijo trav na Zanzibarju, delal sem zgodbo o Inuitih, Eskimih, recimo o ledeniku, kako proizvaja ledene gore, potem zgodbe o cimetu, o rastlini ilang-ilang, o kavi, o kakao, recimo, ne vem, take stvari, pa kakšne zgodbe o ljudeh, kakšnih zanimivih, kot je bil, na primer, ta Jeroni Kumana, In morda za začetek, kdor bi želel, naj se loti zgodbo v Sloveniji, ni treba iti na Šrilanko ali pa v Azijo, kamorkoli, najde v svojem domačem kraju, kjerkoli si doma, najdeš zgodbo o športnikih, o nekih ljudeh, o nekih stvareh, ki jih kdo počne, pa za vajo greš in se pogovoriš, narediš intervju, kaj napišeš, malo vadiš tudi pisanje, tako da kogar to zanima, je to super zanimiv svet, tudi potem pa na potovanju, seveda je pa to toliko več, pa toliko boljš, s tem, da je treba toliko prej pred potovanjem najditi informacije, ne moreš iti kar tja, zdaj bom pa jaz to naredil, ker se mi je marsikakšna zgodba tudi sfižila, recimo sem delal zgodbo o kinder jajčkih, prav, in sem našel v Sloveniji žensko, ki je imela 2. ali 3. največjo zbirko figuric kinder jajčkov, čez 10 000, potem sem dobil v Münchnu enega, ki riše za kinder jajčke, dela te ideje za figurice, pa jih nariše, pa tako naprej. Že kar ni mi pa uspelo priti recimo tja v tovarno Ferrero Rocher, kjer oni vlivajo te jajčka in kjer jih fizično delajo, ker je to cela skrivnost in boh ne dej, ni bilo šans. Tako da sem pač naredil pol ali pa 3/4, pa zaključil, pa šel delati kaj drugega. Se ne izide vedno, ni vedno ono, pač naletiš na oviro, pa boh pomagaj, pa delamo dalje. Torej, tako lahko to zaključimo, da največ se na potovanjih, po potovanjih naučimo ravno preko zgodb, oziroma da ravno to bi morali tudi iskati, da dobimo bolj ta globoka popotovanja. Zgodbe so povsod okrog nas, to je res tako, ne vem, karkoli, hrana, bi rekel, kamorkoli priješ, povsod okrog tebe je neka hrana, ampak moraš iti po restauracijo ali pa na tržnico, pa tisto lokalno zbrati, kar želiš. Ravno to, tako tudi tle, kamorkoli greš, boš imel zgodb, kakor češ. Se si tudi ti neka zgodba, samo od sebe, ampak
ko greš tja, pač najdeš take, tretje, ne vem, recimo tudi, če nek športnik, da neke stvari počne, zakaj ne bi naredil zgodbe o tem športu na drugi strani sveta, kako pa, ne vem, kajtajo ali pa se vozijo s čovni ali karkoli neki drugi ljudje, a ne, in ti je že neki znanga, malo bolj blizu, a ne, morda, ali pa recimo nekdo, ki igra kak inštrument. Jaz sem delal zgodbo o temle armenskem glasbilu Duduk, sem dobil enega najboljših glasbenikov iz Armenije, ki igra to flauto, no, se ni prav flauta, ima podobna, a ne, in nisem glasbenik, če bi pa bil nekdo glasbenik, ki pa res to igra, pa poznaje, pa še toliko boljša, ne, pa še toliko bližje, lahko zastavi drugačna, boljša vprašanja, morda, ne, tako na ta način se da delati te zgodbe. In zdaj, pač se pravi, popotovanja so fajn, ampak se pravi, meni pol s časoma sem hotel že nekaj več, ne, in to so bile ravno take reportažice, od katerih pa na koncu tudi morda kakšen cekin pade, a ne, če objaviš, se obogatiš lih ne, je pa morda se ti pa recimo letalska karta povrne, a ne, z 2-3 objavami, morda pa je tudi nek plus, a ne. In tako zdaj zaključujemo tokratno epizodo, polno izjemnih in najrazličnejših popotniških utrinkov, pa tudi seveda za nasvetov in debate na koncu, ki se je razvila. Torej, slišali smo ozadje 7 zgodb, ki jih je Iztok odkril pri svojem raziskovanju našega planeta. Hvala ti, Iztok, da si bil z nami danes vdaj, da si se včas in da si delil takšne avanture in znanja. Hvala vam. Čakaj, Nejca moram pozdraviti, ker sem videl, da pozdravlja prijatelj, Nejc, zdravo, se vidimo, kaj malo. Tudi zelo dober, super fotograf in popotnik, izvrsten, ne? Tudi dela veliko zgodb, takih in drugačnih. Nas je kar nekaj, no, bi rekel, ki se ukvarjamo tudi mogoče malo bolj s kakšno tako tematiko. Torej smo zdaj postopili v to skupnost vas, fotoreportažerjev oziroma fotografov. Ja, no, to je tako, mi si pravimo fotoreporter, da malo bolj resno zgleda, ne? Jaz nekako se nimam zdaj čisto, bi rekel, resno, a ne, ker ti pravi fotoreporteri delajo resno pri časopisih, pa vsak dan ustvarjajo take in drugačne zgodbe. Mi smo bolj tako, no, rekel, občasno, a ne, ko že greš na potovanje, kaj narediš, ampak recimo, da se fajn sliši. Torej, tudi v prihodnje ti želim veliko uspešnih potovanj in zgodb, oziroma potovanj polnih zgodb. Hvala tudi vsem, ki ste bili danes z nami, ste si gledali oddajo in postavili kakšno vprašanje, komentar. Današnjo epizodo si lahko gledate na YouTube kanalu Popotniškega združenja, kjer so tudi ostale epizode, ali pa poslušate v obliki podcasta. To je to za danes, do naslednjič pa veliko potujte. Torej, bon voyage. Adijo, hvala, živjo.